Tukaj mi moja dva kolega že kažeta, da je ura odbila 13. Z menoj sta Darjan in Franci. Darjan skrbi za filmanje, za snemanje tega dogodka in tudi kasneje za posnetek. Franci za računalniško izvedbo. Vsi smo tukaj na Andragoškem centru, del tima za ozaveščanje. Moje ime poznate, Zvonka. Vodim to središče za promocijo in informiranje, pa tudi projekt EPUO. Predvsem pa zelo verjamem v teme, ki jih tokrat obdelujemo v naših forumih in še prav posebej v današnjo temo osebne, čustvene in medosebne spretnosti za življenje. Se mi zdi, da nekako o teh rečeh več govorimo v zadnjem času, v zadnjih letih, pa se kljub temu sprašujem, ali tudi več delamo, ali smo tudi uspešnejši pri tem, ker morda se nam zdi, da naš osebni razvoj je itak nekaj, kar je samo po sebi umevno in da ni treba prav posebej veliko energije v to vlagati, ali pač še zlasti v trenutkih, ko se morda znajdemo v kakšni zagati, ko smo celo pripravljeni poiskati pomoč. Na medosebne odnose pa tudi praviloma pomislimo takrat, ko kje kaj zaškripa, ko zaidemo v konfliktno situacijo in prav je, da to storimo prej, da živimo skupaj, da živimo v sožitju kot družba, ki je usklajena in zaradi tega tudi lahko uspešna. Tako, jaz bi predala besedo kar naši prvi gosti. Pri sestavljanju programov teh forumov vedno zasledujemo načelo, da povabimo nekaj zelo širši javnosti znanih ljudi. To ste videli, Aljoša Bagola, Dan Podjed, če naštejem samo dva, zanalašč, dva moška gosta, ki smo ju imeli na forumih. Hkrati pa tudi damo besedo manj znanim, pa nič manj velikim, seveda pod navednicami, ljudem, ki delajo velike, brez navednic, stvari in povzročajo res neke rezultate na področjih, na katerih so tako zelo dejavni. In ena njih je gotovo gospa Tatjana Kolenc, ustanoviteljica platforme Srčno mentorstvo in skupnosti Srčnega mentorstva. Najbolje pa bo o vsem tem povedala sama, čeprav tudi pri tem pogovoru, ki sva ga posneli v ponedeljek, sodelujem tudi sama. Izvolite, prisluhnite. Spoštovana gospa Tatjana Kolenc, lep pozdrav. Vesela sem, da ste se odzvali našemu povabilu, da sodelujete na današnjem forumu o osebnih, čustvenih in medosebnih spretnostih za življenje. Zdaj, osebne so tiste ta prve in verjamem, da imate zelo osebno in uspešno zgodbo za seboj in tudi pred seboj, kot bomo kasneje slišali, ampak povejte nam prosim kaj o sebi, o tem, kar vas je poganjalo skozi življenje, katere mejnike ste doživljali in kam vas je konec koncev tudi to pripeljalo. Najprej lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo. Začela bom pa tako. Kar pomnim, sem bila vedno zelo radovedna, pa tudi zelo disciplinirana. V tem smislu, da sem vedno pripeljala do konca to, česar sem se lotila, oziroma vsaj naredila vse, kar je bilo v moji moči, da bi bilo temu tako. Mogoče malo tudi zaradi tega, ker sem šla po srednji šoli študirati ob delu in to vemo, da tam nimaš nikogar, ki bi te k temu priganjal, tudi zelo malo je tistih, ki bi te podpirali in spodbujali in si nekako prepuščen sam sebi, svoji želji in svoji lastni motivaciji. Zelo rada sem tudi vedno brala in pisala, predvsem sem pa uživala pri učenju tujih jezikov in sanjala o tem, da bom postala turistični vodič oziroma vodička. In kot se v življenju velikokrat zgodi, me je seveda to odpeljalo potem čisto v drug svet, danes bi rekli v korporativni svet, in sicer na področje financ in bančništva. To, kar bi pa želela posebej poudariti v kontekstu najinega današnjega pogovora, in se mi zdi zelo zanimivo, je pa to, da pravzaprav nikoli nisem zelo uživala v delu z ljudmi. V smislu, da bi vodila manjše ali večje skupine
time ali oddelke, čeprav sem bila vedno v tej vlogi. Mogoče tudi zaradi tega, ker so bili to časi mikromenedžiranja, kjer se je bolj gledalo na disciplino, na to, da smo upravljali naloge v skladu z nekimi navodili in ustaljenimi procesi, manj pa smo se ukvarjali z razvojem ljudi, ker takrat tudi še ni bilo niti teh znanj, niti orodij, ki jih imamo na voljo danes. In tako se človek nekako prepriča, da enostavno za nekaj ni sposoben. In potem, ko sem pa prenehala s tem delom kariere, se je pa zadeva postavila totalno na glavo in danes se ukvarjam predvsem ali pa kar samo z ljudmi. Zato bi rada na tem mestu poudarila, da se nikoli preveč ne prepričujmo, da za nekaj nismo poklicani, sposobni ali da ničesa ne znamo. Nikar si tega niti ne lepimo na čelo, ne poudarjamo tega nenehno, ko se pogovarjamo z drugimi, ker s tem samo omejujemo sami sebe. Namesto, da bi si dajali priložnosti in se velikokrat tudi presenetili. No in jaz sem si to priložnost dala in danes delujem kot mentorica, kot soustanoviteljica platforme srčnega mentorstva in skupnosti srčnega mentorstva, o čemer bomo verjetno nekaj več povedali še kasneje, ampak da zaključim s tem delom, danes uživam v delu z ljudmi. Odlično, zanimivo tudi in zelo pomembno to, kar ste poudarili, ne si zapirati vrat. Ti sam, saj v bistvu ti jih drugi, zakaj bi si jih potem še sam? Meni je zelo ljub španski filozof Gasset, ki pravi, da je resnično plemenit človek tisti, ki pravzaprav od sebe kar naprej pričakuje več, kot pričakujejo drugi. In zdaj jaz mislim, da lahko trdim za vas, da ste plemenit človek in to se bo samo še potrdilo v nadaljevanju. Pravzaprav, glede na vse to, kar ste povedali, ne preseneča, da ste po izteku svoje kariere, takšne kot pač je, 40 let verjetno, da ste se lotili novega dela in novega načina, kot ste že poudarili, je to delo z ljudmi, mentorstvo. Odkot zamisel, kako ste sploh prišli do tega, da bi se prav na tem področju naprej samo uresničevali? Ja, to so bile res zanimive okoliščine, ker ko ima človek tako dolgo kariero in predvsem, če imaš priložnost, da deluješ v različnih okoljih, celo v različnih branžah, na različnih strokovnih področjih in v zelo različnih vlogah, potem se seveda ogromno naučiš. In po koncu kariere, še bolje pa sicer še malo prej, se začneš spraševati, kam zdaj z vsem tem znanjem. Ker vemo, da znanje zelo hitro izgubi na svoji vrednosti, če ga ne uporabljamo, predvsem pa, če ga ne delimo. In kot vse kaže, sem se to spraševala ravno prav na glas, da so me slišali v združenju Menedžer in me povabili v svoj program mentorske mreže kot mentorico. In v življenju se običajno ravnam po vodilu, da je treba sprejeti vsako priložnost, ki se ti ponudi, potem pa pač narediš vse, da boš to priložnost čim bolj izkoristil in tako sem postala mentorica. Ker pa ne želim ničesar prepustiti naključju, sem se takoj vpisala v delavnico mentorstva in medgeneracijskega sodelovanja, ker do takrat nisem imela nobenih pravih mentorskih izkušenj. Pa tudi to še ni bilo vse. Takoj sem se priključila skupinskemu mentorstvu kot mentoriranka. Zakaj? Zato, da bi bolje razumela, kako se bo počutila v najinem mentorskem odnosu moja bodoča mentoriranka, da bi približno razumela, kaj mentoriranci sploh pričakujejo od mentorjev in da bi jaz sama vedela, kaj kot mentorica pač lahko njej ponudim. Skratka, to povabilo sem izkoristila za takojšnje pridobivanje novih znanj. In tudi potem, jasno, v vsakem mentorskem odnosu se samo še naprej učiš, če si seveda na to pripravljen. In zato sem vedno bolj prepričana, in to tudi rada poudarim, da je biti mentor pravzaprav privilegij. Da dobiš priložnost, da lahko
z svojim znanjem in izkušnjami pomagaš drugim, da jih pravzaprav usmerjaš na njihovi poti, ki so si jo sami izbrali, je res, mislim, da nekaj plemenitega in odgovornega, ker se pa v tem tudi sam učiš, pa seveda tudi zelo prijetno in koristno za tebe samega. Zato zelo rada poudarjam v svoji okolici, da mentorstvo ni samo odlično orodje za profesionalni razvoj posameznikov, kot radi zožimo mentorstvo kot tako, ampak je tudi neverjetno močna podpora vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu sodelovanju. Ker v mentorskih odnosih se srečujemo posamezniki iz res zelo različnih generacij in če si med seboj zaupamo, če se spoštujemo in seveda odkrito in non-stop komuniciramo, potem skupaj naredimo en zelo, zelo bogat mozaik različnih znanj, idej, izkušenj, pogledov. In to je pravzaprav koristno za tiste, ki sodelujemo v teh procesih in tudi za vse ostale okrog nas. In to lahko potrdim kar svojo lastno izkušnjo, ker za mojo že omenjeno mentoriranko so si bili generacijsko kar precej narazen, pa tudi sicer kar precej različni. Lahko ugibate sami, ampak ena je bila bolj resna in strukturirana, druga pa z malo bolj lahkotnejšim pristopom do vsega in do vseh. Vendar so bili pa obe čvrsto odločeni, da bomo iz tega mentorskega odnosa izvlekli največ, kar je mogoče. In govorim to zato, ker želim poudariti, da so te razlike popolnoma nepomembne, če vstopimo v te odnose iskreno in z res čvrstim namenom, da bomo iz tega nekaj pridobili, da vanje vložimo vse, kar lahko, in da tudi potegnemo iz njih vse, kar je mogoče. Super. Vse to, kar ste povedali, so v bistvu načela, po katerih deluje platforma Srčno mentorstvo. Srčno. Dva možna pomena, ali pa kar oba dva skupaj. Srčno lahko pomeni pogumno, lahko pa gledamo na to tudi kot na nekaj, kar prihaja od srca, prisrčno. Oboje velja za vašo platformo. Res je. Ja, čudovito. Ampak kot nekakšna nadgradnja oziroma preprosto rezultat takšnega načina delovanja je skupinsko mentorstvo. Kar je v bistvu že odgovor na eno moje vprašanje pred najinim snemanjem danes tukaj, kako potekajo tile tokovi, gotovo od enega mentorja k mentoriranemu, in obratno, ampak še kaj več se dogaja. Nam poveste, prosim? Ja, v bistvu res smo včasih to mentorstvo pojmovali bolj kot enostranski, enosmerni prenos znanja in izkušenj, običajno strani starejše osebe na mlajšo. Danes vemo, da je mentorstvo pravzaprav sodelovalno, da te tokovi oziroma prenosi znanja in izkušenj tečejo v obe smeri. Vemo tudi to, da lahko tudi mladi, bodisi po letih ali pa po delovnem stažu, veliko naučijo svoje starejše kolege. In to se mi zdi zelo pomembno. Jasno, če smo seveda na to pripravljeni, če smo pripravljeni sprejemati znanje drugega, ali kot jaz raje rečem, če smo se pripravljeni učiti drug ob drugem. In takrat, ko mentor vstopi v mentorski odnos z željo, da se bo tudi sam veliko naučil, ali pa vsaj dopusti to možnost, da se bo to zgodilo, potem je to res prava stvar in iz lastnih izkušenj lahko povem, da se v takem primeru vsako mentorstvo, ki se sicer začne v tej klasični obliki mentorstva 1 na 1, slej ko prej nadgradi v vzajemno mentorstvo, kjer v bistvu oba igrata obe vlogi. Pri tem ne bi smeli pozabiti niti na obratno mentorstvo, kjer se starejši zavestno odločimo, da vstopimo v mentorski odnos zato, da se bomo učili od mlajših. Poznamo seveda tudi vrstniško mentorstvo in še vrsto ostalih oblik, ampak meni je najlepše, ko se vse te oblike povežejo v skupinsko mentorstvo. Kajti tam se srečujemo res
raznoliki posamezniki, tako glede na generacije, ki jim pripadamo, glede na karierno lestvico, na kateri se nahajamo, glede na naša znanja, glede na ideje, glede na naše poglede, in v tem varnem okolju skupinskega mentorstva to med seboj nesebično in res velikim veseljem delimo. Seveda se ob tem učimo skupinske dinamike, učimo se tudi umetnosti vodenja, naučimo se medsebojnega spoštovanja in zaupanja, naučimo se sprejemati drugačna mnenja, pa tudi argumentirano predstavljati naša lastna. Učimo se celo mentorskih veščin, ker pravi mentorji v tem skupinskem mentorstvu dajo možnost tudi mentorirancem, da sem ter tja prevzamejo vlogo mentorjev. Tako da jaz rada rečem, da je to skupinsko mentorstvo ena taka mala učeča se skupnost, in to mi je izjemno pomembno, ker verjamem, da je naša prihodnost ravno v skupnostih in v njihovem povezovanju. Zakaj tako mislim? Ker smo ljudje pač socialna bitja in se dobro počutimo in dobro delujemo samo takrat, ko smo v interakciji z drugimi in ko se z drugimi dobro razumemo, ne? In če se spomnimo malo nazaj, že od Darwina naprej velja, da imajo možnosti, večje možnosti v naravi pač organizmi, ki znajo med seboj sodelovati, pri čemer pa ne pozabijo na svojo edinstvenost. In tukaj bi rada opozorila na to, da moramo malce ločevati povezovanje in sodelovanje, ker to ni eno in isto, ne? Jaz rada to ponazorim z eno tako bolj domačo prispodobo, da povezovanje lahko razumemo kot da skupaj obedujemo, sodelujemo pa takrat, ko tudi skupaj kuhamo. In pomivate. In pomivamo, ja, tudi to je dobro. Ja. Tako da sodelujemo pa lahko seveda samo takrat, ko sami delujemo, ko smo aktivni, a ne? In to delovanje pa danes ni nič drugega kot vseživljenjsko učenje. Ker pomeni, da ostanemo radovedni, da nenehno raziskujemo, da se učimo stvari, ki nas veselijo, ki jih lahko takoj uporabimo ali pri delu ali v vsakdanjem življenju, ki nas navdajajo z nekim zanosom, kjer smo ponosni, ko naredimo najmanjši korak naprej. Tako da poleg tega, no, da je mentorstvo skrbi za osebni in strokovni razvoj posameznika, je tudi izjemno močna podpora vseživljenjskemu učenju in medgeneracijskemu sodelovanju. In rada bi poudarila še to, da je zaradi tega, kar sem zdaj povedala, ena ključnih vlog mentorjev tudi ta, da povezujejo ljudi med seboj. To pa pomeni, da svoje mentorirance povezujejo z drugimi osebami, ki jim lahko pomagajo na njihovi osebni ali profesionalni poti, da povezujejo mentorirance med seboj. Iz tega se razvijajo zelo lepe poslovne in tudi nove mentorske zgodbe. In tudi to govorim iz lastnih izkušenj, ker res izjemno rada povezujem posameznike med seboj in se pri tem ravnam po zelo enostavni logiki. Če se jaz razumem z nekom, potem se bojo tudi vsi ti razumeli med seboj. To mislim, da je kar logično in se mi tudi v praksi dnevno potrjuje. Tako da v teh letih, ko se intenzivno ukvarjam z mentorstvom, sem povezala res že veliko izjemnih posameznikov, ki se sicer morda ne bi našli ali pa ne tako hitro, ki še vedno sodelujejo med seboj in kar se mi zdaj najbolj pomembno, me pri tem sploh več ne potrebujejo, a ne. Super. To pomeni, da na ta način nastajajo nove zgodbe skupnosti. in se samo še širi ta zdrav organizem, ki lahko potem
iz tega nastane zdrava družba, ne. Vi ste o teh načelih in dobrobitih skupinskega mentorstva pred kratkim objavili tudi spletni dnevnik na platformi Epale in midve obe vabiva naše današnje udeležence, da si pogledajo ta spletni dnevnik. Pred kratkim smo na festivalu za tretje življenjsko obdobje tudi govorili o pomenu vseživljenjskosti učenja, pa tudi o mentorstvu, o skupnosti in tako naprej, kar pač nastane iz vsega tega. Tako da rezultatov tovrstnega delovanja je še pa še in je to najino današnje pomenkovanje lahko samo povabilo k pridružitvi ali pa tudi k ustvarjanju kakšnih novih mentorskih skupin. A vidite možnosti širitve tega, kar vi počnete, še kako drugače? Ja, recimo en dober primer je tudi to naše delovanje. Zdaj nekaj rezultatov so že zdaj lepo skupaj povzeli tega pristopa. In eden od konkretnejših rezultatov je res tudi ta platforma srčnega mentorstva, na kateri vsi zainteresirani lahko najdejo vse, kar bi bilo dobro vedeti o mentorstvu, pa tudi vse, kar se novega na tem področju dogaja, kajti mentorstvo ni tukaj prav nobena izjema, ne. Povsod se dogajajo dnevne spremembe in tudi na področju mentorstva je v bistvu tako. Na tej platformi lahko zainteresirani najdejo oziroma dobijo tudi pomoč pri uvajanju mentorskih programov, pri njihovem izvajanju, pri usposabljanju mentorjev, skratka vsakovrstno podporo, ki se na tem področju išče. Tako da jaz razumem to našo podporo kot neko platformo, na kateri skupaj soustvarjamo mentorsko kulturo, na kateri vabimo k osvajanju mentorske miselnosti in kjer skupaj nekako kreiramo, bom rekla, kar mentorsko krajino v Sloveniji. In en tak poskus je bila pobuda iz lanske jeseni, ki smo jo naslovili Povezani v mentorstvu, mentorstvo za vse, in v kateri smo predstavili preko 30 različnih mentorskih programov, ki delujejo v različnih skupnostih v Sloveniji. Izključno in zgolj z namenom, da bi jih približali širši javnosti. Ker kaj se danes dogaja? Še vedno veliko ljudi, ki čutijo, da potrebujejo tovrstno podporo, enostavno ne vedo, kje najti sebi primernega mentorja. Pa tudi obratno, ljudje, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in izkušnje kot mentorji, včasih ne vedo, kam se vključiti oziroma kako in kje najti zainteresirane mentorirance. Tako da to je pač to naše poslanstvo in naša dejavnost in iz tega razloga, zaradi tega, ker se vsi pač ne znajdemo, ne znamo najti mentorja ali mentorirancev, smo v sklopu te platforme postavili tudi skupnost srčnega mentorstva, ki danes združuje že blizu 100 mentorjev in mentorirancev z najrazličnejšimi znanji, izkušnjami in iz res zelo različnih okolij in upam si trditi, da lahko zaradi tega nudimo res najširšo možno mentorsko podporo vsem, ki bi bili pač za to zainteresirani. In se mi zdi to eno tako lepo poslanstvo in s tem tudi širimo, da malo bolj odgovorim na vprašanje, to zavedanje, ne, kako je to pomembno. Prvič, da zaznamo pri sebi, da potrebujemo to pomoč in drugič, da jo znamo tudi poiskati. In zaradi tega je ena taka posebnost te omenjene skupnosti srčnega mentorstva prav ta, da prepuščamo mentorjem in mentorirancem, da se popolnoma sami povežejo med seboj. Razen seveda, če ima kdo željo po pomoči skrbnika te skupnosti. Ravno z namenom, da si prvič posameznik prizna, da to podporo potrebuje in drugič, da si tudi zna sam poiskati sebi najprimernejšega mentorja. Morda se še malce pomudiva pri srčnem mentorstvu. Kaj bi želeli poudariti pri tem? Kaj je resnično najbolj pomembno? Ja, v začetku so mnogi zastrigli za ušesi in prav spraševali, kaj pravzaprav pomeni to srčno mentorstvo. In v bistvu je nastalo iz prej opisanega mentorskega odnosa,
in vsi se strinjamo s tem, da je pravzaprav bistvo ali osnovni namen mentorstva ta prenos znanja in izkušenj za osebe, ki to ima, na tiste, ki to potrebujejo oziroma se želijo. In v tem svojem delovanju smo prišli do spoznanja, da je ta prenos veliko bolj učinkovit, če poleg razuma vključimo tudi srce. Kar v enostavnem jeziku pomeni, da je mentor res željan prenesti na mentorirance vse, kar ve in zna, in to na način, da mentoriranec to lahko sprejme in tudi čimprej uporabi pri svojem dnevnem odločanju, ker na koncu dneva se vsak mentoriranec odloči sam, ne glede na to, kar mu je mentor predal ali morda celo svetoval. In zato tudi vedno znova poudarjamo, kako pomemben je v mentorstvu odnos, ki ga je treba znati vzpostaviti in tudi negovati. In to najbolje naredimo na način, da v odnos vstopimo točno taki, kot smo, in da v celem odnosu tudi tako delujemo. Tako da vemo, da nam je danes dosegljivo marsikaj oziroma kar vse, kar pa ni dosegljivo vsakemu, je pa ravno ta iskren, odprt medčloveški odnos. In na tem moramo res vsi bolj intenzivno delati. In mentorstvo je en tak prostor, kjer učimo vzpostavljanje teh odnosov in to kar na 3 ravneh. To je odnos do sebe, do drugih in do narave oziroma do okolja. In ko nam to uspe, potem so to res taki zadovoljujoči odnosi, ki so zelo pomembni za dobro počutje posameznikov oziroma kar za njihovo to splošno blagostanje, bodisi v delovnem okolju ali pa kjerkoli drugje. In še nekaj bi poudarila, ker sem že nekajkrat skozi ta najin pogovor, kako pomembna je komunikacija. In ko rečemo komunikacija, seveda ne moremo mimo najmočnejšega komunikacijskega orodja. To pa je pripovedovanje zgodb, ali kot mu rečemo storytelling, še bolj mi pa všeč beseda zgodbarjenje, ki istočasno pomeni ne samo pripovedovanje zgodb, ampak tudi njihovo ustvarjanje. Zakaj je to tako pomembno? Ker so ljudje od nekdaj s pomočjo zgodb komunicirali, se spoznavali in se tudi povezovali. Ker zgodbe imajo to res nenavadno moč, da očarajo, da pritegnejo, da učijo, da vključijo. Zato je treba res, se splača razviti to umetnost. In poleg tega, da nas zgodbe povezujejo, tudi ustvarjajo neko tako domače vzdušje, zaradi katerega so tisti, ki jih poslušajo, bolj pripravljeni na učenje. In zgodbe so tudi največja pomoč pri sprejemanju sprememb. Zakaj? Zaradi tega, ker vemo, da se spremembe dogajajo bolj kot na razumski, na čustveni ravni. In zgodbe se v bistvu dotaknejo naših čustev, našega srca in potem srce sporoči možganom, kaj, če in kako bi bilo dobro nekaj spremeniti. Zato to tako poudarjam. In dodala bi še samo to, da veliko govorimo tudi o sreči. O sreči je govoril in celo pisal tudi vaš gost na prejšnjem EPO dogodku, gospod Bagola. In jaz bi k temu dodala samo še en drug vidik sreče. Namreč, da sreča ni v posedovanju, ampak v delitvi. Da delimo vse, kar vemo in znamo z drugimi. Lahko se iz vsakodnevnega življenja spomnimo, ko smo zaradi nečesa posebej veseli, kako želimo to čim prej deliti z drugimi, ker se nam potem ta občutek veselja in sreče še poveča, okrepi. Ali pa tudi, kako so skrbi in žalost takoj manjši, če to delimo z drugimi. Skratka, jaz sem prepričana, da so vse dobrine, ki jih imamo na voljo, namenjene temu, da jih delimo med seboj. In to velja potem tudi za veščine in znanja, ki jih imamo. In všeč mi je ta prispodoba, da kot ljudje nimamo zaman 2 rok. Eno roko, da dajemo, in drugo, da sprejemamo. In mentorstvo je res en tak najlepši prostor tega vzajemnega dajanja in sprejemanja, in to je
tudi nekako bistvo in srčnega mentorstva. Dve besedi sta se mi zarisali pred očmi, ko ste govorili o srčnem mentorstvu in tem dajanju in sprejemanju, in iskrenost in odprtost. In hkrati se mi je porodilo malce provokativno vprašanje, a se vam zdi, da smo Slovenci narod, ki mu je to zelo blizu, tale iskrenost, predvsem odprtost. Včasih se mi zdi, da smo bolj zaprti, ko se pa enkrat vrata odpro, pa steče. Kaj menite o tem? Ja, jaz kar malo delim to razmišljanje, mislim, da se moramo tega še naučiti, ampak da se počasi stvari spreminjajo. Recimo ena taka lepa ponazoritev takega ravnanja, ki ni ravno v skladu s tem, kar si želimo, je bilo včasih, da je znanje predstavljalo skrito moč, ne pa vrednoto, na katero bi bili ponosni in ki bi jo z veseljem delili z drugimi. In zdaj mislim, da se to že kar lepo spreminja. Pa kar tako smo nezaupljivi. Ravno pred nekaj dnevi sem prebrala eno misel, ne bom se zdaj spomnila, kdo jo je izrekel, ampak med Slovenci, ko nekoga pohvalimo, je prva misel, da se mu želimo prikupiti ali pa da želimo nekaj od njega v zameno. In vse te stvari je treba spremeniti in bojo potem odnosi veliko boljši, ker s tem, ko delimo neke svoje občutke, svoje doživetje, v bistvu nič ne izgubimo, lahko samo drugim pomagamo. In v mentorstvu se dogaja samo ravno to, ne? In tudi s pomočjo zgodb. In pravi mentori svoje znanje, svoje izkušnje, ki jih delijo z mentoriranci, oblečajo v zgodbe. In z njimi delijo potem tudi svoje uspehe in neuspehe na osebnem in na profesionalnem področju. Skratka, delijo zgodbe, ki so predstavljale neko prelomnico v njihovem življenju. Bodisi, da so se iz njih toliko naučili, ali pa so jih posebej navdihnile. In iz tega so v bistvu mentoriranci največ naučijo, največ pridobijo in jim je to potem v življenju velika podpora, ko stopajo po svoji poti. Krasno. Mislim, da je res to zdaj nastajajoča skupnost, ki se bo še širila, tako kot ste rekli, to je v bistvu ena nova, nujna kultura v tem svetu, ki ga obvladuje sodobna tehnologija, je to neke vrste antipod, ne? In dejansko gre za to, da nudite podporo čisto konkretnih veščin, kar zadeva mentorstvo, potem še zelo konkretnih, kar zadeva recimo kritično mišljenje, vodenje dogodkov in drugih skupin, recimo, pa hkrati tiste mehke, prečne ali pa nekateri rečejo temu power skills v zadnjem času, ne? Tisto, kar neko skupnost naredi močno, prodorno, čvrsto in to je vaš in tudi naš namen. Tako, jaz mislim, da sva ogromno povedali, morda udeleženci še čutijo, da bi želeli kaj povprašati in če boste le lahko z nami, boste lahko na ta vprašanja odgovorili, morda še kaj dodali, kar se vam bo kasneje zazdelo, da bi bilo potrebno pojasnila, ampak prisrčna hvala za vse, kar ste nam povedali in srečno pri nadaljnjem razvijanju mentorske kulture in skupnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala in z veseljem se vam pridružim v sredo in dodam še kaj, če bo kogarkoli zanimalo. Tako pa smo nazaj. Vidite, ta tehnologija nam vendarle omogoča, da se povezujemo na različne načine s posnetki ali pa tako v živo preko, kljub temu, Zooma, ampak prav je tako, na ta način dosežemo veliko ljudi. Ob tej priložnosti bi morda še poudarila, da lahko zapišete morebitna vprašanja, komentarje v klepetalnico. Potem, da hkrati, ko nek avtor konča s svojim prispevkom, ocenite ta prispevek, tudi povezava do evalvacijskega vprašalnika bo dostopna, če že ni v klepetalnici, in pa ekranske slike, to sem pa čisto na začetku pozabila povedati, čim dlje pustite prižgane, zato da lahko naredimo evidenco današnjih udeležencev, ki bo samo za nas, tega ne bomo seveda da ne širili. Gospa Tatjana, vi ste tukaj, dogovorjeni sva,
če ste karkoli pozabili povedati in bi želeli to dodati, da imate še kakšno minutko priložnost, če ne pa tudi morda kakšna replika strani udeležencev. Mislim, da je bilo zelo dobrodošlo, da je v klepetalnici zapisana povezava oziroma obe povezavi na slovenski in angleški spletni dnevnik o srčnem mentorstvu. Tako da verjamem, da si bodo ljudje še pogledali. Gospa Tatjana je tudi zelo dejavna na LinkedInu. Prav gotovo bo še kaj napisala, pa tudi že je napisala o današnjem dogodku in če se želite z njo povezati, je LinkedIn čisto pravo orodje za kaj takega. A ne, gospa Tatjana? Ja, kima. Tako, zdaj pa bomo pač mi žrtvovali en delček odmora ali pa kar cel odmor, bomo videli, koliko bo potrebno, kajti imamo še tretjo gostjo v tem prvem delu, kjer je učenje nekako najbolj na tapeti in to je naša Petra. Petra Cvek ali kako? Cvek, a ne? Ja, tako tudi sama to izgovarjam. Poznava se že kar nekaj časa, a ne? Ampak čist v drugi vlogi, ti si naša prevajalka, pa hkrati že tudi pri tem, ko to počneš, psihoterapevtka na nek način, če rečemo za psihoterapijo, da je to duša, ki streže duši. Kajti, ko ti meni prevedeš neko moje besedilo, se jaz počutim strašno razumljena, strašno razumljena, doživljaš me in prestavljaš moje besede v angleščino največkrat čisto na pravi način, kot da bi sama pisala, tako da ni boljšega. Hvala. Tebi hvala. Ampak seveda deluješ kot prevajalka, hkrati si diplomirala iz pedagogike, smer andragogika. Ja. Poleg tega si pa tudi psihoterapevtka, torej 3 vloge, ki so pripeljale do tega, da si kreirala mesto znanja. Ja, A nam poveš še kaj o sebi, zakaj toliko različnih vlog oziroma zdaj se dopolnjujejo ena z drugo, a ne? Izvoli. Najprej hvala za povabilo. V bistvu jaz sem se nekako že od nekdaj me je psihologija zanimala. Jaz se spomnim, že v osnovni šoli sem brala razne takšne knjige. Potem sem si želela študirati psihologijo, ampak nisem bila sprejeta, ker nisem imela dovolj točk. In je nekako skozi ta želja še vedno bila v meni, a ne, delati z ljudmi, takrat sem jaz temu še rekla, pomagati jim. In potem v bistvu, ko sem iskala študij, je bil v bistvu sem imela 2 kriterija. Kje je najmanj matematike, ker to je bil predmet, ki meni nikoli ni šel, in kje je največ psihologije. In sem v bistvu po naključju, če tako rečem, čeprav verjamem, da ni bilo naključje, naletela na študij andragogike in me je v bistvu, ko sem brala predmetnik, me je takoj pritegnilo in sem rekla, to je pa direkt zame. Tako da sem se potem takrat vključila in potem po končanem študiju pravzaprav se začela ukvarjati s prevajanjem, ker sem bila vmes tudi v tujini. In sem potem to nekako malo združila, potem sem začela voditi delavnice za iskalce zaposlitve in takrat se mi je zdelo, da sem nekako lahko prišla do izraza v tisti vlogi, ki sem hotela biti, torej pomagati drugim oziroma tako sem nekako takrat še naivno verjela, da jaz druge lahko motiviram, a ne pa da bodo drugi pravzaprav v teh informacijah, ki jih jaz podajam, mogoče našli nekaj koristnega zase. In tekom v bistvu tega dela potem sem se tudi vključila v študij realitetne psihoterapije, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da rabim pri delu jaz nekaj več. Nekako sem se zelo izčrpavala v tej svoji želji pomagati drugim, ki mogoče niso nekako želeli take pomoči, kot sem jo jaz želela ponujati, no in tako sem potem v bistvu potem tudi zaključila študij psihoterapije. Krasno. Super. In zdaj, ko pomagaš različnim ljudem, posameznikom, skupinam, kaj je tisto, kar jih najbolj preseneti, ko jim ti nastaviš ogledalo, ko se vidijo v tem ogledalu skozi tvoje strokovne oči, ampak vendarle same sebe, ko jih opozoriš na te spone, o katerih je prej Bogdan govoril. Ja, ena stvar, ki mi je zelo zanimiva, je, kako pravzaprav ljudje nekako na razumski ravni vemo, da drugih ne moremo spreminjati, ampak hkrati to kar naprej poskušamo početi in od tega včasih zelo vztrajamo in ne odstopimo, a ne? In to se mi zdi, da je ena taka stvar, ki včasih ljudi, ko pridejo na terapijo, malo preseneti, kako saj vem, da ne morem spreminjati, ampak nekako počne pa vse tisto,
da bi spremenil in verjame, da če bi se drugi ljudje samo malo drugače obnašali ali pa če bi bile, ne vem, življenjske okoliščine vsaj majčkeno drugače, bi potem bilo moje življenje lažje, boljše, lepše in tako. In to je ena takšna stvar, ki jih preseneti, ker v bistvu, a ne, jaz vedno pravim, mi se celo življenje učimo, kaj je dobro za nas in kakšen naj bi svet okrog nas bil, zato da bo nam lepo. Ampak ker se to učimo že od rojstva naprej, ogromno teh, bom rekla, idej ni ozaveščenih. A ne? In mi je zelo blizu to, kar dr. William Glasser pravi, on je začetnik teorije izbire in identitetne terapije. Torej, on govori o prepričanjih zunanjega nadzora in pravi, a ne, da v bistvu mi verjamemo, da lahko drugega pripravimo, da se bo na nek točno določen način vedel, in seveda to ves čas poskušamo. Hkrati verjamemo tudi, da drugi lahko nas pripravijo do tega, da se na nek določen način počutimo in obnašamo, in da v bistvu tretje prepričanje je pa ne samo, da jaz verjamem, da lahko to naredim, ampak da je to celo moja dolžnost. Recimo odnos starš-otrok, a ne, nekako, recimo včasih srečam koga, ki razmišlja, torej moja dolžnost iz vloge mame je, da tebe pripravim, da se boš ti učil in boš imel dobre ocene, da boš sprejet na fakulteto in tako naprej, a ne, in v tem vztrajamo. In je potem en tak moment za razmislek, ko nekako, ja, je ta konfrontacija, to soočenje, čakajte malo, ne. Vidite, da v bistvu delate v tej smeri, otrok še vedno počne čisto nekaj drugega, kar bi vi želeli, in vse, kar v bistvu nekako dosegate, če dam v narekovaje, samo to, da sta si z otrokom vedno tako, vedno bolj narazen, a ne, vedno bolj se oddaljujete od njega, namesto da bi bili povezani, a ne. Tako da ja, to je ena takšna, se mi zdi eno takšno učenje, ki marsikoga preseneti. Verjamem, ja. Danes nas je, tako bom rekla, 90% žensk, niti ne 10% moških, 9 jih je prijavljenih, od tega so 4 po službeni dolžnosti, pravi Okej. moja 2 kolega in 2 predavatelja. To tudi nekaj pove, a ne, ženske tudi čutimo dolžnost, da moške spreminjamo. Rečemo sicer, da bomo sebe spremenile, ampak se mi zdi, da se ujamemo dostikrat v prav tole pas dobrodošel. Tudi ti verjameš v moč učenja, a ne, Ja. vseživljenjskega učenja, in verjameš, da prav na ta način, se pravi, s tem, da se naučimo drugačnega vedenja, delamo spremembe in dejansko osebnostno rastemo skupaj z drugimi, seveda. Ja, v bistvu jaz bom tako rekla, a ne, s tem, ko se mi učimo o sebi, ko prepoznavamo te svoje, bom rekla, ideje, predstave, kaj je za nas dobro, a ne, pa če se navežem na vlogo starša oziroma na vlogo partnerja, a ne, to se pravi, od rojstva naprej jaz nekako, jaz rečem temu, posvajam določene ideje, kaj zame pomeni biti dober starš, kaj zame pomeni biti dober partner, konec koncev tudi dober prijatelj, sodelavci in tako naprej, a ne. In učenje je zame, bom rekla, en tak vpogled v to, kaj jaz o sebi sploh mislim, kaj jaz od sebe pričakujem, kdo mislim, da moram biti v teh vlogah, a ne. In zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, ker tako kot sem rekla, dejansko imamo marsikatere ideje, ki je čisto neozaveščena. Recimo, ne vem, če dam mogoče čisto tak plastičen primer, a ne, ne vem, če je moj oče moji mami za vsak rojsten dan prinesel rože, a ne, se zna zgoditi, da sem jaz nekako posvojila to idejo in si rekla, aha, okej, to se pravi, dober partner nosi rože za rojstni dan, ne. In potem, ko sem jaz v partnerskem odnosu, jaz seveda to od partnerja pričakujem, da bo te rože mi prinesel, ker to pomeni, da je on dober partner, da me ima rad, a ne, cel kup nekih pomenov temu pripišemo, da mu je mar in tako naprej, a ne. In če jaz v bistvu nimamo zaveščeno, da pravzaprav jaz od njega pričakujem te rože, ker to pomeni v moji glavi, da on ima mene rad, a ne, bom lahko v bistvu eno tako malenkost, kot so te rože, ji bom pripisala tak pomen, da se v bistvu kregam, ne vem, zaradi malenkosti, ampak seveda ta kreg potem preraste, a ne, vedno več je teh malenkosti. In zato se meni zdi tukaj to učenje zdi toliko pomembno, ker s tem pravzaprav jaz ozaveščam, tako kot sem prej rekla, kaj jaz pričakujem od sebe, kaj pričakujem od drugih, kakšne sploh so moje ideje, kaj je dobro zame,
In ker v bistvu mi ves čas želimo, da bi svet okrog nas, pa ljudje okrog nas bili takšni, kot mi pričakujemo, oziroma kot mi verjamemo, da je dobro za nas. In seveda, če zraven še verjamem, da lahko drugega do tega pripravim, potem bom naredila vse, kar je v moji moči, da do tega pride. In si lahko zelo v slepi ulici zaradi tega. Ne? Tako. Če ne prepoznaš teh vzorcev oziroma teh vzgibov v sebi. Ja, lahko mogoče tukaj en svoj primer povem, no, ki mene zelo preseneti in se jaz veliko naučila o sebi. Recimo, jaz sem v bistvu prepoznala, da je nekako bila moja ideja dobre mame to, da otroka zaščitim pred čustveno bolečino. Ne? In sem potem, recimo, če bi mi nekdo rekel, ne vem, preden sem to ozavestila, če bi mi nekdo rekel, a pa ti verjameš, da mora otrok kdaj tudi past, pa se udariti, pa ne vem, izkusiti tudi tako čustveno bolečino kot fizično, bi se rekla, ja, mislim, seveda saj brez tega ne moremo v življenju, ker bo tako ali tako bo naletel na kakšne padce in vzpone. In bi gladko rekla, da v bistvu to zame ne velja, da jaz sigurno ga bom to naučila. Ampak potem, ko sem ozavestila, mi je bilo to tako dragoceno, ker kaj bi jaz počela? Ne da bi želela, bi ga v bistvu zavijala v vato in ne bi ustvarjala tistega okolja, v katerem bi on lahko zase razvil vse tiste, bom rekla, spretnosti, veščine, ki jih rabi za to, da je lahko v življenju preživi. Zato se mi zdi tako pomembno to učenje o sebi. In jaz mislim, da brez tega ne moremo, no? Če sem čisto iskrena. In res nikoli ne končamo, ampak se to mora kar naprej, Ja. skozi celo življenje peljati. Zdaj si dotaknila babico v meni, jaz imam vnuka in seveda, da bi ga hotela zaščititi pred padci, pa ne toliko pred tistimi, kjer dobi kakšno prasko in telo boli, ampak pred tistimi, ko boli srce, duša, kakšna zapostavljenost, spregledanost, ker je bolj introvertirane sorte, ampak ja, bom se mal analizirala oziroma skušala ugotoviti, kako bi lahko to pri sebi, to pretirano zaščitniško naravnanost spremenila njemu v prid in sebi seveda tudi, ker to tudi meni povzroča bolečine. Ja, v bistvu res obema, in recimo jaz zdaj tako gledam, torej moja definicija vloge mame se je po tem spoznanju spremenila. Kaj je moja vloga? Da sem ob njem takrat, da poskušam razložiti, da poskušam razumeti, da magar če ga samo objamem, da ve, da ni sam, da je nekdo tam. In ga v bistvu na ta način se mi zdi ustvarim boljše okolje, zato da on razvije tiste svoje potenciale, ki jih lahko razvije in ki nekako jih bo v življenju rabil. Super. Zagotovo si nagovorila teh 90 ali 92% žensk, ki smo tukaj prisotne, in tistih nekaj moških. Kaj bi svetovala, če bi hoteli že danes popoldan začeti z neko osebno preobrazbo, z neko rastjo, z neko spremembo, ker začne se z eno rečjo, ki jo drugače narediš, kot si jo počel do danes, do tega trenutka. Kaj bi rekla, kje začeti sploh v tem konglomeratu? Ja, v bistvu nekako vedno poudarjam, da ne dajemo, bom rekla, poudarek samo na spremembi neke aktivnosti, nekega vedenja v smislu, ok, pač nekaj drugače naredim. Zakaj? Recimo, ne vem, bom dala spet primer. Recimo, želim svojega otroka nekako pripraviti ali pa partnerja pripraviti do tega, ne vem, da mi prinese tiste rože, ki sem jih prej omenila. Če jaz v bistvu nekako potem razmišljam, ok, kaj lahko naredim za to, da se bom jaz boljš počutila, in razmišljam samo z tega stališča, ok, se si lahko rože kupim sama, ali pa saj niso pomembne, hkrati je pa zadaj še vedno to prepričanje, da bi on moral, če me ima rad, to narediti, potem bom v bistvu po kakem mesecu ali dveh zelo frustrirana. Zato jaz vedno pravim, ko nekako pri sebi prepoznamo, da se ne počutimo dobro, ali smo jezni, žalostni, razočarani, karkoli, torej, ko se ne počutim dobro, je to odlična priložnost, da se vprašam, ok, kje sem zdajle jaz? Kaj mislim, da bi se moralo zgoditi, pa se ni zgodilo? Kako mislim, da bi se drugi morali obnašati, pa se ne obnašajo in jaz frustriram ob tem? Kaj pričakujem od sebe? Kaj pričakujem od drugih? In se potem vprašati, ali so ta pričakovanja sploh realna ali ne.
a ne. Zdaj, če jaz pričakujem, da se mora zgoditi nekaj, kar mora narediti nekdo drug, pravzaprav ni v moji moči, da dosežem to, kar bojo drugi počeli. Torej, jaz odločam za sebe, kaj bom počela, a ne, drugi odločajo za sebe, kaj bojo počeli. In ko pridem v stik s temi pričakovanji, torej, a jaz pričakujem, da mora on nekaj narediti za to, da se bom jaz dobro počutila, potem takoj vem, da je to nerealno pričakovanje. Realno je tisto, za kar lahko jaz sama poskrbim, a ne. In ko naredimo eno takšno, jaz temu rečem, takšno ozaveščeno samopresojo, eno tako samoraziskovanje, če tako rečem, bomo prišli do teh odgovorov, kakšen pomen mi dajemo temu, kar drugi počnejo, a ne, ali pa ne vem, kar se na splošno nekako okrog nas dogaja. In mi sami sebi v resnici povzročamo to slabo počutje prav s tem pomenom. Mogoče dam čisto en tak banalen primer. Vozim se po cesti, omejitev je 90, pred mano se vozi nekdo, ki vozi 60. Ne? In kaj običajno začnemo? Se jeziti, smo nestrpni nekateri, trobijo in tako naprej. Skratka, vse živo počnemo. A ne, če bi me takrat nekdo vprašal, poslušaj, pa zakaj se ti jeziš? Ne? Kaj bi večina rekla? Ja, zato, ker on vozi počasi. Ne, jaz se jezim pravzaprav, ker v glavi, jaz rečem temu, vrtim film, pa kdo je njemu sploh dal izpit, pa meni se mudi, pa zakaj je zdaj on tukaj in tako naprej. A ne? Torej, kaj hočem reči? Drugi nam nič ne morejo povzročiti, nobene slabe volje ali karkoli. Mi sami sebi s tem pomenom, ki ga pripišemo, bom rekla, okoliščinam ali pa ljudem, pravzaprav povzročamo sami sebi to slabo počutje. Tako da slabo počutje je zame res, vedno rečem, odlična priložnost, da se ustavim in vprašam, kje sem, kaj verjamem, kaj pričakujem, a je to sploh realno in a je v moji moči ali ni. In dajem poudarek na prepričanje, ker še enkrat rečem, ker če lahko v bistvu samo razmišljam, sej to ni pomembno, hkrati pa verjamem, da v bistvu se morajo stvari odvijati na točno določen način, zato da bom jaz zadovoljna, potem bom zelo hitro v frustraciji. Torej, govorimo res o spremembi teh prepričanj. Ja, globoki. Mi skozi hodi zdaj v glavo tale pesem Flowers od Miley Cyrus, ne vem, če poznaš, ona natanko o tem govori, da si sama lahko kupi rože, da se sama lahko dobro počuti s tem, da se zavije v deko in bere in take reči, ne? Ampak ja, mora biti to ozaveščeno in globoko drugačno prepričanje kot pa prej, ko iščeš srečo pravzaprav v početju nekoga drugega. Ja. Zdaj mi je prišla na misel knjiga 5 jezikov ljubezni. A ne, recimo, on tam zelo lepo piše, a ne, nekateri v bistvu to ljubezen izražajo skozi darila, drugi skozi dotike, a ne, in recimo, če se jaz jezim, ker partner me ne objame, a ne, lahko da v bistvu, a ne, dam temu pomen, da mogoče pa me nima rad ali pa karkoli, a ne, zdaj malo karikiram, ampak lahko samo je njegov jezik ljubezni drug kot moj, a ne, in ko jaz to ozavestim, potem lahko temu, kar on počne, mislim, ne pripišem več tega pomena in se jaz boljš počutim, a ne grem več v to zgodbo, njemu ni mar in če bi mu bilo mar, bi to naredil, ampak se preprosto zavem, on je živel ob drugih starših kot jaz, ima drugačne izkušnje, kot jih imam jaz, živel je v drugačnem okolju, kot sem živela jaz. Seveda ima druge ideje, kaj je za njega ljubezen, ker če bi naredili, ne vem, raziskavo, pa bi 100 ljudi vprašali, kaj je za njih ljubezen ali pa kaj je za njih dober starš, dober partner. Jaz sem prepričana, da bi dobili zelo različne odgovore. A ne, mi pa nekako živimo v tem prepričanju, da tako kot stvari vidim jaz, jih vidijo tudi drugi, oziroma če ne drugega, vsaj partner bi jih mogel, ali pa vsaj otrok. A ne? Ampak temu ni tako. In to je spet to učenje o sebi, a ne, da jaz ozaveščam, moj svet je moj svet, tvoj svet je pa tvoj svet in sta si različna. In super, če se nekje ujamava. Tam, kjer se pa ne, gre pa v bistvu za usklajevanje.
za najti nek kompromis, ki omogoča kljub temu potem še ohranjanje vsakega zase in hkrati vzpostavljanje enega sožitja lepega, Tako, a ne? ja, se strinjam. Super, najlepša hvala, Petra. Enako. Tako preprosto zveni, ko ti to poveš, da bi človek kar prišel in rekel, veš kaj, rabim pomoč, a bi lahko ti malo osvetlila. In se mi zdi, da prav ta korak, o tem smo tudi prej govorili, od Tatjane preko Bogdana, to, da rečeš, joj, tega pa ne zmorem sam, ker ne vidim, ker ne vem, ker ne čutim, ker sem v slepi ulici, takrat je treba samo reči, kdo mi lahko pomaga, in toliko teh različnih oblik pomoči obstaja in ste jih razgrnili vsi trije dosedanji govorci. Hvala lepa vsakemu od vas. Hvala. Pa še bomo nadaljevali po 5-minutnem odmoru. Evo, malce smo prihranili časa. Hvala lepa. Enako, hvala. Torej, natanko 14:45 se dobimo spet.